teme. Kids TV. Živjo! Prav en lep pozdravček vam pošilja Maja in pa Diana. Danes na Timi Kids TV ponovno pravljična joga. Pravljice imamo zelo radi, je res? Da pa se bomo zraven še malo razgibali, pa nas čaka danes še joga. Za vas sem izbrala pravljico o slonu na drevesu. Ja, prav ste slišali, slon je splezal na drevo. Vas zanima zakaj? Seveda, kmalu vam povem. Takole, dobro napnite ušesa in prisluhnite. Slon je spal in kar precej na glas smrčal. Ko ga je nekaj požgečkalo po ušesih, odprl je oči in pogledal. Bilo je ptičje petje o ljubezni. Vprašal je, kaj pa je to ljubezen? On ni vedel. Vi veste? Ššt, ne še povedati, da bo tudi slon ugotovil in spoznal. Zaslišal je ptičje petje o ljubezni, namreč ptički so se prebudili in zapeli pesmico ljubezni. Slon pa se je odločil, da se odpravi poiskat ljubezen. Najprej se je ozrl naokrog in zagledal veliko drevo. Če ptički živijo v gnezdih na drevesih in oni pojejo to pesmico, mu bodo prav gotovo lahko povedali, kaj je to ljubezen. Odpravil se je na drevo. Vstanemo. Imamo zelo močne noge, kot je deblo drevesa, potem pa eno nogo naslonimo na drugo. In počasi stegnemo roki, če lahko, da naredimo krož na drevesu. Če pa nam je to zelo težko, narišemo čarobno steno in se jo primemo, takole se održimo in potem ponovno poskusimo narediti drevo. Uspelo nam je. Odlično drevo smo naredili. Pa potem naredimo drevo še na drugo stran. Dvignemo drugo nogo, jo zalepimo in če lahko, stegnemo roki, naredimo krošnjo. Super ste. Tako, tole drevo je dovolj močno in slon lahko spleza. Ko je splezal, priplezal na vrh drevesa, je tam zagledal ptičke. Vprašal jih je, ptički, ali vi veste, kaj je to ljubezen? Seveda so mu odgovorili ptički. Ljubezni moraš lepo postlati in zato potrebuješ gnezdo, pa jo boš pričakal. Ker pa slon ni imel gnezda, so mu ptički posodili svojega. Naredimo veliko gnezdo. Takole postavimo noge narazen, da se bo slon lahko skril notri. Prišel je v gnezdo in čakal ljubezen. Čakal je in čakal je. Toliko časa je čakal, da mu je postalo dolg čas. In naenkrat je na nebu zagledal velike črne oblake. Pa naredimo en oblak. Dvignemo se, skrijemo eno roko za hrbet, skrijemo drugo roko za hrbet in se upognemo nazaj. Smo oblački. Z teh velikih črnih oblakov je začel padati dež. Dobro poslušajte, kako pada dež. Slišite? In potem dež pada tudi po nogah. Se pomasiramo po nogah. Dež pada po rokah. In še po ličkih. Pa po celi glavi pomasiramo našo glavo. Ko je nehalo deževati, se je slon odločil, da gre dol z drevesa, da ima dovolj čakanja. In ko je prišel dol, je tam zagledal kačo. Seveda je tudi kača vprašal, kaj je to ljubezen. Poležemo se na tla in se dvignemo kot kače. Pa se zvijamo v eno stran in v drugo stran in se oglašamo kot kače. Kača je slonu povedala, da mora v ljubezni vedno gledati samo naprej. Slon se je začudil, pa saj gledam naprej, pa ljubezni ne vidim. Zato se je odločil, da se odpravi naprej.
Zagledal je žirafo. Žirafe so zelo velike. Postavimo eno nogo naprej in drugo nogo nazaj. Pokrčimo eno nogo, se malo zaguncamo naprej, nazaj, naprej, nazaj. In ker imajo žirafe dolg vrat, stegnemo roke visoko. Žirafa rada nabira listke na drevesu, pa jih skupaj nabirajmo. 1, 2, 3, 4 in 5. Pa se obrnemo še na drugo stran, druga noga naprej in nazaj, pa spet nabiramo. 1, 2, 3, 4 in 5. Žirafa je slonu povedala, da je ljubezen zelo vzvišeno čustvo, da mora pogledati bolj navzgor. Kam gor? Zazrl se je v nebo, pa ljubezni ni videl. Na srečo pa je zagledal leva. Lev sigurno ve, kaj je to ljubezen. Postavimo noge narazen. Eno roko zalepimo na nogo, drugo roko zalepimo na nogo, se nagnemo naprej. Znate ljubeti kot levi? Seveda sem vas že slišala kar do sem. Zdaj pa me dobro poslušajte. Pomasiramo nos in naredimo en globok vdih skozi nos. Potem stegnemo jezik proti tlom in izdihnemo skozi usta. Tako. Tako smo postali levčki. Naredimo še enkrat, pomasiramo nos in pihnemo skozi usta. Lev pove slonu, da je ljubezen za pogumne. Kaj mislite, otroci? Je slon dovolj pogumen za ljubezen? Da je, meni se tudi tako zdi. Ker pa slon še vedno ni vedel, kaj je to ljubezen, se je odločil, da obišče kite. Kiti se njemu zdijo zelo pogumni, pa verjetno oni vejo, kaj je to ljubezen. Odpravil se je na velik čoln. Pa naredimo čoln, močen čoln, da bo slon lahko sedel na njem. Dvignemo nogi, dvignemo roki. Tako, smo zelo močni? Lahko slon sedi na našem čolnu? Lahko, bravo, super čolne ste naredili. Slon je v morju zagledal kita. Uležemo se na tla. In potem dvignemo naš trebuh zelo visoko. In postanemo kiti. Če lahko, ujamemo prstke in jih prepletemo in dvignemo trebuh še višje. Kit je povedal slonu, da ljubezen ne najdeš v besedah, vendar v občutkih, da ljubezen začutiš znotraj sebe. Slon je razmišljal, kaj čuti, pa ni vedel, ali je to ljubezen ali kaj drugega, zato se je odločil, da se odpravi domov. Bil je malo utrujen od izleta, spet se je ulegel, malo zaspal. Ko ga je naenkrat spet nekaj požgečkalo po ušesih. Tokrat ni bilo ptičje petje, tokrat je bila slončica, ki je na sebi imela polno peres in ga je požgečkala s peresom. Slon se je na ves glas zasmejal. Slončica, kaj pa delaš s toliko peresi, jo je vprašal. Ona pa mu je povedala, da je mamica rekla, da kadar si zaljubljen, se počutiš, kot bi letel. In zato ima peresa, da bi lahko letela. Slonček se je zelo razveselil, ko je zagledal slončico in naenkrat mu je srce začelo biti močneje. Takrat se je spomnil kitovih besed. Ljubezen občutiš. Ljubezni ne najdeš v besedah. Sedaj je vedel, kaj je to ljubezen. Slonček je našel svojo ljubezen in za njem je bil dolg in naporen dan. Slončico sta se še malo poigrala, potem pa oba utrujeno zaspala. Vlekla sta se na tla, tudi mi se uležemo, da se spočije naše telo. Ko tako ležimo, zapremo oči. Tako se spočijejo noge, spočijejo se vsi prstki na nogah,
Spočijejo se roke in vsi prstki na rokah. Spočije se trebuh in hrbet. Spočije se cela glava. Tako spočiti smo sedaj pripravljeni na nove dogodivščine, na veliko igre in zabave. Pa se spet vidimo kmalu. Adijo!